Dobro novico pa imamo ta teden za vse ljubitelje mleka. Tega imamo namreč v Sloveniji toliko kot še nikoli in to zaradi Italije, ki slovenskega mleka do nadaljnjega ne uvaža več. Ker ga ljudje v karanteni večinoma ne pijejo, se nova italijanska mlečna politika zdaj glasi: tujega nočemo, svojega imamo preveč. Škoda, da niso podobno razmišljali, ko je šlo za Trst. Ministrstvo za kmetijstvo trenutno vidi samo eno rešitev iz mlečne zagate, namreč, da odvečno mleko predelamo v prah in ga prodamo kot kokain. Zadnje sem si izmislil. Viške mleka naj bi v prah predelovali v pomurskih mlekarnah, kjer imajo zato največje zmogljivosti. V pomurskih mlekarnah nam danes niso mogli pred kamero podati več informacij. Tudi njih je namreč presenetila omemba njihovega imena na tiskovni konferenci kmetijskega ministrstva. Ja, pomurske mlekarne je presenetila omemba njihovega imena. Podobno kot takrat, ko sem jaz iz medijev izvedel, da vodim milijonarja. Se ne, da se pritožujem, bilo bi pa fajn, če bi mi kdo kaj rekel. V pomurskih mlekarnah so sicer potrdili, da lahko predelajo do 100 000 litrov mleka dnevno, torej toliko kot tamkajšnji prebivalci Špricerja. Sliši se veliko, toda... To pa bi lahko bilo kar 5-krat premalo za vse viške, ki bi nastali ob zaprtju italijanskega tržišča. Po najbolj črnem scenariju je lahko to tudi 500 000 litrov na dnevnem nivoju, ki bojo ostali v Sloveniji in za katere pravzaprav nimamo rešitve. Nimamo rešitve? Mi jih imamo kar nekaj. Ker se približuje sezona piknikov, lahko mesne užitke zamenjamo za mlečne. Namesto čevapčičev bomo na žaru pekli sir, ki ga bomo namesto z ajvarjem in navadnim kruhom jedli s kajmakom in mlečnim kruhom. Namesto s pirom pa ga poplakali s koktejlom White Russian, otroci pa s kakavom. Če se bomo želeli sprostiti, bomo šli v mlečni džakuzi, tuširali se bomo pod mlečno prho, če pa nas bo zaradi vsega mleka dajala prebava, pa jo bomo lahko pomirili z mlečnim klistirjem. Lahko pa enostavno počakamo, da se odvečno mleko pokvari in ga nato še leta in leta in leta prodajamo samo na Dolenjskem. Če do danes niso ugotovili, da pijejo pokvarjeno vino, ne bodo nič za mleko. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.